naj napovem, da ton mojega prispevka ne bo ravno diplomatski, pri čemer sem se nekoliko inspiriral pri Janezu Cvernu in sicer njegovemu referatu o slovensko-nemških odnosih, ki ga je imel, če se prav spomnim, na enem simpoziju v Mariboru in kjer je v približno 5 minutah identificiral vse ključne značilnosti slovenske historiografije glede slovensko-nemških odnosov. Na kratko povedano, citiram po spominu, je rekel, da smo poslušali še o vsaki bitki pri Zajčji nogici, medtem ko o sodelovanju, o sobivanju nismo slišali skoraj nič. Moja tema je nekoliko drugačna, ampak tukaj se mi tudi zdi, da je treba pravzaprav ene stvari dovolj jasno povedati. V svojem za temo mojega današnjega nastopa ključnem delu, leta 1997 objavljeni knjigi Prednavski trikotnik, je Janez Cveren v uvodu zapisal. Kljub znanilcem različnih inovativnih nadregionalnih ideologij, kakršna je nedvomno bila nacionalna, je bila v času pred marčno revolucijo 1848 prevladujoča identiteta večine prebivalstva na spodnjem Štajerskem še vedno izrazito lokalna in regionalna. Stari Mariborčan, Celjan ali Ptujčan je v prvi vrsti Štajerc. Poleg tega pa še zaveden meščan in lokalpatriot in je do nemštva in slovenstva nevtralno razpoložen, ker se novega narodnostnega vprašanja še ne zaveda. Nadaljeval pa, prehod od starejših oblik identifikacije, povezane z mestom in deželo, v smeri identifikacije z lastno jezikovno in individualnem narodno skupino v modernem smislu, dobi tako odločilno spodbudo šele po izbruhu marčne revolucije 1848. Čeprav v knjigi ne najdemo imen utemeljiteljev modernizma, o tem je na nek način že govoril v svojem referatu Jure Gašparič, Benedikta Andersona, Ernesta Gellnerja in Erika Hobsbauma, je očitno, da so na Cverna močno vplivali in da narodov ni razumel kot nekaj naravnega in starodavnega, ampak kot modern pojav, katerega nastanke lahko opazujemo šele od začetka, pogosto šele od srede 19. stoletja. Čeprav je Cveren v svojih publikacijah za označevanje še nenacionaliziranega prebivalstva običajno uporabljal konvencionalni oznaki Slovenci in Nemci, je mogoče trditi, da se je v svojem promovanju nastanka in uveljavitve nacionalnih identifikacij oddaljil od podaj v slovenskem zgodovinopisju prevladujočega razumevanja narodov kot pojavov, ki so se skoraj samoumevno razvili iz prej obstoječih etničnih oziroma jezikovnih skupin. Tu ni šlo za prelom, že Franz Witter in Vasilij Melik sta na primer dobro vedela, da so se nacionalne identifikacije oblikovale in uveljavile šele v 19. stoletju, gotovo pa za pomemben korak v pravo smer. Za oddaljitev od prikritega primordializma, ki stoji v ozadju razlag o narodih, ki naj bi se razvili iz etničnih skupin, in recepcijo paradigem, ki so bile sicer v tistem času v študijah nacionalizma že tako uveljavljene, da je leta 1996 Rogers Brubaker primordializem v vseh variantah označil kar za dolgo mrtvega konja, ter s tem namignil, da se nima več smisla ukvarjati z utemeljevanjem njegove nevzdržnosti. V historiografiji, ki se ukvarja z zgodovino nastanka in oblikovanja slovenskega naroda, so se nezadržano modernistične interpretacije pojavile šele 10 in več let kasneje, z objavo knjig Joachima Hösslerja in Jerneja Kosija. Doživeli sta recepcijo, ki kaže, da mrtvi konj, tako rekoč crkovina, na slovenskem še močno brca. V tekstih, ki jih piše zgodovinar, ki v prostem času promovira teorijo zarote o veliki zamenjavi, lahko tako še danes preberemo, da, citiram, etnična oziroma nacionalna identiteta nekvalitetno, nekronološko ni zgolj pojav modernosti, temveč konstanta v zgodovini krščanske civilizacije. Konec citata. In da sta v srednjem in zgodnjem novem veku obstajali tako slovenska etnična skupnost, kot celo nekakšna Slovenija. Obstoj obeh je v teh izvajanjih utemeljen z nekakšno sestavljanko posameznih pojavljanj v glavnem nemških in latinskih geografskih imen, ki v resnici lahko označujejo marsikaj, zunanjih kategorizacij prebivalstva, pri čemer tudi oznaka Carnivulus z nekakšno transsubstanciacijo postane dokaz slovenstva, in slednjič redkih samoidentifikacij, ki so praviloma dovolj nenatančne, da jih je mogoče uporabiti v takšni deterministični in nazajski interpretaciji verov. Prepričljive argumente za obstoj na samoidentifikacijah utemeljene skupnosti, ki vsaj približno obsega današnji slovenski prostor, pa v teh spisih iščemo zaman.
Kljub vsemu imajo takšne pseudohistoriografske akrobacije na Slovenskem še vedno dovolj institucionalne podpore, da med drugim najdejo svoje mesto v izobraževanjih učiteljev in učiteljic, čeprav v resnici potrebujejo le eno. Da je imel Erik Hobsbawm prav, ko je zapisal, da zgodovinarji in zgodovinarke narodov in nacionalizmov ne bi smeli biti prepričani nacionalisti in nacionalistke, saj nacionalizem zahteva preveč vero v nekaj, kar očitno ne drži. Na drugi strani optimizem vliva dejstvo, da je od objave Trdnjavskega trikotnika in prezgodne smrti Janeza Cverna, poleg že omenjenih knjig Joachima Hösslerja in Jerneja Kosija, išla še vrsta študij, ki so argumentirano prelomile z odkritim oziroma slabo prikritim primordializmom in pokazale na vsaj 4 stvari. Prvič na ugotavljivo oblikovanje ideje o posebnem slovenskem narodu in na obstoj alternativ. Drugič na počasno uveljavitev identifikacije slovenskim narodom na področju, ki so ga slovenski nacionalisti razglasili za svoje. Tretjič, na situacijskost in kontingentnost nacionalnih identifikacij in njihov omejen obseg. In slednjič, na pomen različnih institucij avstrijske države za uveljavitev in promocijo ideje o slovenskem narodu. Tako zdaj precej dobro vemo, da je ideja o posebni skupnosti, ki jo sestavljajo slovansko govoreči prebivalci ozemlja od Tržaškega zaliva do Mure oziroma včasih tudi preko nje in od Sotle in Kolpe pa do severnih robov Gosposvetskega polja, med domačimi izobraženci začela krožiti v prvi polovici 19. stoletja. Vemo tudi, da je nastala z aplikacijo idej etnolingvističnega nacionalizma na novo klasifikacijo slovanskih govorov, ki jo je v začetku stoletja predstavil Jernej Kopitar. Vemo še, da so v tem obdobju krožile tudi drugačne zamisli skupnosti in da prevlada slovenstva precej dolguje posegom avstrijskih oblasti, predvsem seveda posegom v šolski prostor. Prav tako vemo, da je slovenski nacionalizem v javni prostor vstopil leta 1848, ko so Matija Majer in tovariši na podlagi te zamisli postavili politične zahteve, predvsem tisto o posebni državi v širšem habsburškem okviru. A vemo tudi, da se tedaj veliki večini prebivalstva ni niti sanjalo, da ne bi bili del nekakšnega slovenskega naroda. Nasprotno, precej dobro vemo, da so še globoko v drugo polovico 19. stoletja večina prebivalstva tega prostora bolj nagovarjale deželne in druge lokalne identifikacije, kar je povedal že tudi Janez Cveren v uvodoma navedenem citatu. Za Prekmurce je to veljalo še leta 1919 in so na svoje tako imenovane osvoboditelji zato gledali kot na tujce. In vemo tudi, da so ljudje še potem ko so nacionalne identifikacije se dobro uveljavile, postajali pragmatični in prilagodljivi. In vedeli bomo še več in razumeli bomo bolje, ker nove raziskave nastajajo ves čas. Razlogov za optimizem torej ni malo, tudi zato, ker je slovenska historiografija vse bolj vpeta v mednarodno, kar na eni strani omogoča sprotno recepcijo aktualnih raziskovalnih podbojev, na drugi pa ovira širjenje obskurantizmov in nacionalistični aktivizem. Erik Hobsbawm je nekoč sarkastično pripomnil, da so zgodovinarji za nacionaliste tisto, kar so afganistanski pridelovalci opija za mednarodno trgovino z mamili, dobavitelji osnovnih surovin. Da zdi se, da je pomemben del slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev, da se je pomemben del slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev odločil, da se s preteklostjo ne bomo več ukvarjali, da nacionalisti ne bi zašli v abstinenčno krizo, ampak zato, ker bi jo radi čim bolje razumeli. Hvala lepa.